Najprej seveda lep pozdrav predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospodu Cvetku Zupančiču, prav tako lep pozdrav magistru Dejanu Židanu, ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktorju, vsem vam, ki ste se danes tukaj zbrali, kajti ko danes skupaj se vidim, lahko rečem, da je Kmetijsko-gozdarska zbornica danes pripeljala sem na to srečanje res svoje prijatelje. Prijatelje tako iz državnega sveta, prijatelje iz državnega zbora, predstavnike Evropskega parlamenta, vse vas, ki ste se danes tukaj zbrali, in lahko rečem, da je to dober odraz in dober pokazatelj, da Kmetijsko-gozdarska zbornica deluje dobro. Deluje tako, kot se vsi skupaj želimo, seveda v teh kriznih časih, ki na nek način zahtevajo ogromno dela, ogromno pogovorov, ogromno usklajevanja in tako je tudi prav. Kajti edino na ta način, da bo Kmetijsko-gozdarska zbornica tako delovala, je dobro, da z pristojnim ministrstvom sodeluje in da na nek način tudi išče pomoč pri raznih inštitucijah, organih, kot je Državni zbor in Državni svet. Res sem vesel, ko vidim celotno paleto predstavnikov odbora za kmetijstvo Državnega zbora, prav tako tudi podpredsednika Državnega zbora, prav tako tudi vse ostale, ki na nek način tako ali drugače pomagamo, razmišljamo in se seveda zavedamo tega zelo pomembnega področja, kot je kmetijstvo v smislu samooskrbe, kot je gozdarstvo v smislu naravne dobrine, ki jo imamo tukaj v Sloveniji na obilo. Lahko rečem tudi to, da je Državni svet res močno podkrepljen z strokovnim delom, torej strokovnim delom Kmetijsko-gozdarske zbornice preko vašega predsednika, kajti tudi on, gospod Cvetko Zupančič, vodi komisijo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem svetu in lahko rečem, da skupaj marsikatero rečemo in da zelo strokovno razpravljamo in vesel sem, da je v bistvu ravno to, kar dokazuje tudi kontinuiteto dela, da je v 15 letih nekako bilo predsednikov Kmetijsko-gozdarske zbornice, da so bili samo 3. To kaže na neko kontinuiteto dela, tako je bil predsednik, tudi državni svetnik in predsednik Zadružne zveze gospod Vrisk, vmes gospod Smrkolj in sedaj gospod Zupančič. To dokazuje na zrelo, na jasno delo in morda bi si gospod magister Židan tudi v prihodnje želeli, da bi v 15 letih, no moram reči v 12 letih, imeli samo 3 vlade. Torej, predvsem kvaliteta dela, kontinuiteta in mislim, da je to tista prava pot, ki pelje v naprej. Lahko rečem, da tudi Državni svet bo vse skozi podpiral to delovanje Kmetijsko-gozdarske zbornice, ne samo Kmetijsko-gozdarske zbornice, ampak tudi področja, katerega nekako imate, zastopate, predstavljate, kajti to je tista pomembna stvar trajnostnega razvoja, ki je pomembno za to našo prelepo, čudovito državo. Res bi se vam rad zahvalil ob 15. obletnici, predsedniku, direktorju, vsem članom, vsem kmetom in kmeticam, ki se tovrstnega področja aktivno udeležujete in delate to, kar delate s srcem in to seveda dokazujete tudi za svojimi rezultati. V imenu Državnega sveta in pa seveda v svojem imenu res iskrene čestitke in pa seveda ponavadi si človek reče, kaj bi rekel nekaj na koncu. Imel sem pripravljen nek drug zaključek, ampak ga bom malo spremenil. Gospod Sešek je skozi razmišljal, kakšna povezava je med kmetijstvom in glasbo. In seveda strumno mi je padlo na misel, da kmetijsko-gozdarsko področje res povezujete, dajete skupni interes in dajete skupno voljo vsem državljankam in državljanom Slovenije. To dokazuje namreč dejstvo, da je Jure
in Nuška, da smo včasih vsi skupaj peli v zborih, Nuška pri APZ, Jure pri Ave, sam pri ljubljanskih madrigalistih, in ko smo tako hodili po tekmovanjih, po mednarodnih tekmovanjih, smo se bili vse skozi nekako nasprotniki in smo med sabo tekmovali. Tokrat danes pa nastopamo tukaj skupaj na odru in vsem vam želimo vse dobro tudi v prihodnje. Vidite, to je vaše vzdrževalne delo. Hvala lepa. Hvala lepa, Mitja.